Dragi gledalci Ljubljana TV, lepo pozdravljeni. Danes sem v Mestnem muzeju Ljubljana, tukaj na Gosposki 15 in sprehodila se bom po razstavi Rdeče in črno Evropa na Ljubljanskem kongresu leta 1821. Z mano je Janez Polajnar, avtor te razstave. Lepo pozdravljeni. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Torej, Rdeče in črno že po samem naslovu spominja na knjigo Stendalovo, ki ste jo že omenili, ko naj gledalci niso slišali. Ste torej prav aluzirali na to delo? Da, seveda, ja. Gre za direktno referenco na to delo. Gre za delo, ki nekako predstavlja neko dogajanje v Evropi v tem času. V končni fazi ima podnaslov originalni, kasneje se malo spremeni, ampak originalni kronika 19. stoletja, in tukaj smo nekako v tem kontekstu postavili to razstavo, ki je o samem kongresu, vendarle se pa je postavljena v nek širši okvir zgodovinsko-političnega dogajanja, nekega antagonizma, ki se takrat razvija med dvema idejama, med starim režimom, legitimizmom in konstitucionalizmom, ki zahteva seveda neko ureditev z ustavno podlago, z nekim sprejetjem naborom osnovnih človekovih političnih pravic in omejitvijo vladarja in ureditvijo v končni fazi v smeri, kakršno poznamo danes. Zdaj, veliki kongres Sveta aliansa, če ne drugega Kongresni trg nas po imenu, pa še nekaj drugih imen tukaj v Ljubljani nas spominja na ta veliki dogodek. Ampak zakaj je pravzaprav šlo? Kakšna sprememba se je tukaj zgodila? Zakaj je bilo to pomembno za to področje? Ljubljana oziroma Ljubljanski kongres v bistvu govori samo o eni stvari. Se pravi, diplomati in vladari v bistvu ugotavljajo, kako bi čim bolj elegantno izpeljali, da tako rečem, vojaško posredovanje v kraljestvu obeh Sicilij, kjer se je eno leto predtem zgodila revolucija. Kralj Ferdinand je bil prisiljen priseči na ustavi, se pravi se odreči svojim absolutni oblasti, in seveda to je kraljestvo v tistem času predstavljalo neposredno interesno sfero Avstrije in Metternich v bistvu ni želel stvari prepustiti naključju, pa tudi drugim evropskim državam v bistvu ni ustrezalo, da bi dopustila, da potem sploh dopustili možnost za kakršnikoli nadaljni razvoj revolucije v Evropi, ker seveda spomin na francosko revolucijo in revolucionarne vojne in vojne z Napoleonom je bil seveda še kako živ, tako da v resnici nikomur ni ustrezalo. V bistvu je šlo samo za obliko posredovanja, v bistvu Anglija in Francija sta nekako vztrajali, da to ni stvar zavezništva, da lahko to Avstrija sama uredi. In nekako sta abstinirali od glasovanja, nista pa ravno aktivno od sodelovanja na kongresu v tem smislu, nista pa ravno aktivno nasprotovali politiki. Zato tudi se razstava recimo zaključi s karikaturami iz angleškega tiska, kjer so takratno uradno politiko obtožili, da sodeluje in z avtokratskimi režimi, da v bistvu so dali s svojim nedelovanjem tudi v končni fazi podporo temu. Tako da je v bistvu zelo zanimiva situacija. Javno mnenje je zelo živahno že v Veliki Britaniji, v Franciji v bistvu kljub porazu in prihodu Ludvika 18. še vedno dosti močna liberalna stranka, in v bistvu nekako je tam še prisotna ta druga stran, skratka, seveda tri vzhodne velesile so pa odločene in jasne, ni se jim potrebno ukvarjati z javnim mnenjem. Odločitev je bila znana že v bistvu v Opavi, kjer se je kongres, ki se je nadaljeval v Ljubljani, začel. Se pravi, tukaj je šlo bolj za to formalno, bi rekli, za medije. Mislim, lahko bi tako, ampak to je zelo dolgo časa trajalo, kot vemo, to več kot 4 mesece so tukaj bijali, ampak to tudi z razlogom zaradi tega, ker so se pojavile nove revolucije, ker je v bistvu, s katerimi se kongres uradno ni ukvarjal. V Piemontu se je zgodila vstaja, se pravi, pljusknila je Neapeljska revolucija, tudi
severne in končno tudi grška revolucija se je začela, Grška ostaja v Osmanskem cesarstvu, kjer so vsi računali na Sveto alianso, ki je proklamirano hotela ščititi krščanstvo in na teh temeljih je bila ustanovljena, vendar pa v bistvu so tukaj se odločili, da ima v tej stvari zadnjo besedo ruski car, ki naj se odloči, no. Je pa ruski car tukaj dal prednost legitimizmu, se pravi legitimni oblasti, torej oblasti sultana. Se pravi, in sporočil je narodom, da naj ne iščejo v Osmanskem cesarstvu, naj ne iščejo odrešitve v nevarnih in nezakonitih prevratih, ki spodkupujejo legitimno oblast, ne. No, ampak vseeno revolucija grška je zatrta, ampak se še kasneje nadaljuje, tako da kasneje s pomočjo zahodnih zaveznikov uspejo v bistvu vzpostaviti tudi neodvisno Grčijo, ampak to šele konec 20 let. Zdaj, ruskega carja vztrajno imenujete za ruskega carja. Se tudi področje Ljubljane imenuje ruski car ravno zaradi njega, pa kakšno je bilo njegovo resnično ime? Ja, Aleksander, seveda, Aleksander I gre za, seveda, imenuje se ruski car po ruskem carju. Ruski car se Aleksander, torej se je na poti ob prihodu v Ljubljano januarja ustilnil v stavu in se preoblekel in zelo veličastno vstopil v mesto z odprto kočijo, kjer so ga prebivalci sprejeli z navdušenjem. Nasploh je imel, ne vem, kot slovanski car Aleksander neko malo bolj izpostavljeno vlogo, da tako rečem, v neki zapuščini, tudi v Kostovem dnevniku, ki ga je vodil med kongresom, se da zaslutiti neko naklonjenost ruskemu carju, no, in tudi ljudje so ga zelo obrajtali, da tako rečem, ker se je rad sprehajal v meščanski obleki po Ljubljani, po Latermanu, do Revoredo in tako, no, in tudi zgodba je znana, da je torej eden izmed, ko sem se pozabil ime, zdaj mi je šlo iz glave, mislim, da Jurij Pavljević, en od mlajših fantov, pristopil do njega in se mu hotel vstopiti v rusko vojaško službo, no, in to seveda avstrijska policija hitro reagirala, preverili so človeka, in zato obstaja ta dokument tudi v arhivu, ne. Ampak tako, no, ima neko simbolno, ima ta njegova slovanskost, seveda je že nekako manj vlogo, ne, med prebivalci, in tudi sam se je zanimal za krajinski jezik, ki seveda je bil bližnji ruskemu in ga pač tako zanima. Saj, to je bilo pravzaprav ravno malo preden se je tudi Prešeren ravno ukvarjal s tem, bo kaša s sejem ali... Ja, to je bolj kasneje, ne, tukaj zdaj ta zgodba, ampak je pač malo ločena od, da rečem, te narodne zgodovine, ampak sam kot zanimivost tukaj omenjena, ne. Tukaj poskušamo v bistvu spostaviti to evropsko dimenzijo, ne. Kje pa sta carja v času bivanja v Ljubljani bila nastanjena? Mogoče na ulici dveh cesarjev? Je to tudi iz tistega časa? Ne, cesta dveh cesarjev je bila tako poimenovana kasneje, skoraj 100 let kasneje, mislim, da 1910-11. Je pa tako poimenovana zaradi paviljona, ki so ga meščani ob rojstnem dnevu zgradili cesarju Francu I, se pravi domačemu cesarju, ker je tam ta paviljon je bil pač namenjen počitku, ker je cesar rad hodil na lov in da se bi tam lahko odpočil med naporno prostočasno aktivnostjo. Drugače sta bila pa nastanjena ruski car Aleksander, se pravi v Škofijskem dvorcu, ki se drži katedrale, se pravi stolnice. Franc pa tukaj na Gosposki v deželnem dvorcu. Se pravi, na Gosposki je sploh bilo več, recimo v našem mestnem muzeju bil modenski vojvoda nastanjen, ki je takrat seveda dvorec Auerspergov.
tako italijanski kralj je bil nastanjen nasprot deželnega dvorca, v hiši Marije Lepušič, to je bila ena bogata vdova, bila velika hiša, mogla biti tisto, ne. Tako, no, vse zato smo tudi pripeljali vse te tri vladarje, ki so bili najbolj izpostavljeni na teh kongresu v Ljubljano, ki jih je moč tukaj videti, se pravi, gre za res dve taki veličastni sliki, ne vem, gre za Tominčevega Franca I., ki ga je končno nastal v Ljubljani, ki ga je Tominc naslikal v Ljubljani, sicer malo kasneje, jeseni, in pa Aleksandra I., francoskega slikarja Françoisa Gérarda, ki smo ga pripeljali iz Pariza, ne, hkrati pa tudi italijanskega kralja kot tretjega odločilnega vladarja na tem kongresu, ne. Zdaj, govorite, kot da je to vse zelo dobro zabeleženo, pa je temu res tako? Ste imeli probleme s kakšnimi podrobnostmi? So zapisi iz tistih časov? Ne so, to je tudi relativno dobro obravnavana tematika. No, zdaj, v Ljubljanskem kongresu se ni zelo veliko ukvarjala, ampak na srečo je v bistvu leta 1944 iz kongresa doktoriral Vladimir Šenk in nam s tem zapustil eno dizertacijo, ki je zelo uporabna in kjer lahko izčrpamo zelo veliko. V bistvu ni. Hkrati pa so tudi arhivi vsem spodobno ohranjeni. Kaj pa sami predmeti iz tistega časa? So bili že razprodani, odkot ste jih počrpali? Ja, tukaj gre zdaj za zelo široko sodelovanje muzejev in inštitucij, ki sem ga zasnoval, tako da nas je 30 iz Slovenije in tujine. No. Iz tujine smo zelo dobre kose dobili tudi iz Slovenije, iz Narodnega muzeja, iz pokrajinskega muzeja Koper, ki ga moram posebej izpostaviti, še, ki so nam posodili frak iz tega časa, tudi od zasebnih zbiralcev. Tako, v bistvu, se da najti in poiskati, seveda, zdaj odvisno od muzeja inštitucije, se pravi, seveda se najdejo stvari in tudi je. No, preden si vzameva kratek oddih za reklame, da se še malce sprehodiva po razstavi, imeli boste tudi nekaj spremljevalnih dogodkov, konkretno vem za nekaj filmov v slovenski kinoteki, pa tudi nekaj javna vodstva se nam obetajo. Lahko mogoče poveste kakšno besedo več o tem? Ja, za javna vodstva mogli pogledati na naši strani, zdaj ne vem, kako točno so datumi, tudi mislim, da se pripravlja neki ogledi po lokacijah, kjer so bivali, se pravi, ti naši visoki predstavniki, kronane glave in diplomati. Drugače pa ja, to v kinoteki bo konec septembra 24. in 30. gre za dva filma, eden, se pravi, v sodelovanju skupaj bomo imeli dve projekciji, ena 30. septembra bo Noč v Varenu, ki v bistvu upelje v našo razstavo Francosko revolucijo zaradi prizora italijanskega gledališča na Seni, kjer to gledališče Parižanom v bistvu z čudežno škatlo takrat prikazuje dogajanje do leta 1791, se pravi do poskusa bega Ludvika XVI. Iz Pariza. Drugi je pa konkretno vezan na to temo, ki bo pa 24. septembra, Allons enfants, italijanskih režiserjev, bratov Taviani, ki je zelo angažiran, kritičen in v bistvu zaradi tega tudi v okviru te projekcije organiziramo pogovor po filmu, ne, z avtorico, ki je pisala za katalog, in Mladen Dolarjem, filozofom in tudi Zdenkom Vrtnovcem, kakor sem zdaj nazadnje Majo Krajnc, Zdenko Vrtlovec, no in jaz sam avtor razstave. No, odlično, se že veselimo. Vsekakor pa, kot rečeno, da vas takole še malce bolj povabimo na razstavo. Ostanite z nami tudi po oglasih, ko se bova malce sprehodila po razstavi.
Dragi gledalci, lepo pozdravljeni nazaj. Še vedno se nahajam v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer lahko vidite razstavo Rdeče in črno, ki govori o velikem kongresu, ki se je tukaj v Ljubljani zgodil leta 1821. Z avtorjem razstave Janezom Polajnarjem pa se bova zdaj po razstavi tudi malce sprehodila. Kje se torej nahajava zdaj, v kateri sobi? Ja, v prvi tukaj v bistvu razstava vpelje dogajanje, ki je Evropo pahnilo v veliko vojno po francoski revoluciji, se pravi monarhije se seveda po revolucionarnem izbruhu se pravi pripravljajo na neko posredovanje, kasneje pa v bistvu izbruh, vojna napoved Francije, Avstrije v bistvu začne eno vojno, ki traja praktično do leta 1815, skratka skoraj četrt stoletja v bistvu vojn, bitk. In to imamo z enim takim manjšim prikazan tukaj, izpostavljene so te končne bitke, tale Aspren, kjer Avstrijci dosežejo praktično eno redkih zmag, sploh v seriji porazov, in potem končna zmaga v bistvu bitki narodov pri Leipzigu. Na drugi strani pa v bistvu predstavljen okvir Avstrije, se pravi domovine prebivalcev današnje Slovenije. Kaj pa je tale pesem, ki je na zidu? Ja, v bistvu je uglasbljena po Vodnikovem prevodu narejena Estrajk za vse, ki je v bistvu zanimiva, predvsem zaradi tega, ker gre za brambovsko pesem, ki so v bistvu Avstrija takrat začne malo v smeri podobnih, da bi vzpodila nekaj podobnega, kot je bila domovinska pripadnost in zanos francoskih vojakov, ki jih je ponesel po vsej Evropi, so začeli naslavljati svoje podložnike z nekim, v bistvu jih vabiti z nekim domovinskim, v njih zbujati domovinski zanos. In tako so nastale tudi te brambovske pesmi, da bi privabili v obrambo domovine, v brambovske enote čim več prebivalcev. In prevod je bil zaupan v Ljubljani Valentinu Vodniku, in zanimiva je ta zaradi tega, ker gre za prevod pesmi, ki ima originalni naslov Esterek Iber Alles. Tako da v bistvu je že zanimiv, da se odločil, da bo drugače poimenoval to, nekaj se že čuti neko dogajanje v tem kontekstu. Si predstavljam, da je bilo kar nekaj dogajanja čutiti, če človek vidi nekaj tako ogromnega, kot je tale dvoglavi orel tukaj, kje je pa to ostalo? Ja, ne, tukaj je na razstavi, to seveda predstavlja simbol Avstrije, gre za grb Habsburške dinastije, ki kasneje postane grb Avstrije, države. Stalo je pa na fasadi, na pročelju magistrata, vse od leta 1728 do 1918, ko je monarhija dokončno razpadla. Tu je pa le ena od sob, pogledam mogoče še malce. Koliko sob je vsega skupaj? 6, tako da so tudi lepo popolnjene z besedili, tako da kar nekaj časa lahko vam vzame. Tako da tukaj le na hitro predstavimo, se pravi, seveda to Ilirske province in srečanje teh krajev z francosko upravo, vrnitev. Mislim, tukaj je zanimivo ta dediščina iz Slovenskega etnografskega muzeja, kjer v ljudski dediščini pač poskušamo prikazati dogajanje tega časa. Tukaj boste videli gor končnico s 3 cesarji, vojaške godbe, vojaške bitke, skratka. Te travme, ki recimo so se ohranile nekatere o zaplembi premoženja, tukaj imamo Francoza, ki odpelje kravo iz kmetije, skratka pač to, kar je vojska ponavadi počela, potrebovala ljudi, denar in hrano. No, pa da nama ne bo zmanjkalo časa, predlagam, da se sprehodiva kar naprej. Koliko časa si moramo približno vzeti za tole razstavo? Ja, pa kaj jaz vem, kakšno, zdaj težko rečem, ampak kakšno urco najbrž že, če bi šli čez vseeno. Tako da je pa seveda to razstava v Ljubljanskem kongresu, ki se je zgodil z enim specifičnim, kot sem omenil, razlogom, se pravi,
v Italiji, konkretneje v Neaplju, v kraljestvu dveh Sicilij se je zgodila revolucija in vladarji so se odločili, da v bistvu to ni dopustno in praktično vstajnikom, ki so že vzpostavili konstitucionalno vlado, niso dali nobene možnosti, da bi obdržali se kot režim. Kralj Ferdinand se je mogel vrniti in to je bilo to. No, in tej sobi tukaj nekako te dve strani povezujemo z eni strani simbolno svetovno alianso, na drugi pa tale film, ki se bo tudi vrtel v kinoteki, ki konkretno se dogaja v tem času, kjer iz zapora spustijo nekdanjega revolucionarja, ki se želi na vsak način umakniti, vrniti na svoje družinsko posestvo. Ponovadi je šlo to seveda za izobražanje ljudi iz višjih slojev in tale je prav tak, ampak njegova bratovščina tajna ga ne želi izpustiti in ga želi pridobiti za novo revolucijo. No, on se pa upira s tem, da ves čas izdaja to bratovščino, čemur pa tudi pripomore njegova izdaja k propadu, da bi dvignila revolucijo na jugu Italije. Ne moram, ne da bi opazila neke igračke v kotu, to je namenjeno otrokom? Ja, seveda, to je Jenga, ne. Gre pa za to, da v bistvu je pomemben element ureditve Evrope po Dunajskem kongresu in zaradi to, s čimer so upravičevali v bistvu te posege proti revolucionarnim, se pravi geopolitična stabilnost. In dejansko po Dunajskem kongresu v bistvu uspejo z intenzivirano diplomacijo ohraniti skoraj da stoletje miru, ne, če izvzamemo nekatere manjše konflikte, ampak tukaj se izpostavlja, da ne gre za noben konflikt, ki bi zajel širše območje Evrope oziroma celo Evropo, kar se pol s prvo svetovno vojno zgodi. Ne. Tukaj je šlo recimo temu za lokalizirane konflikte, ampak in to je seveda izpostavlja diplomatska zgodovina kot največji uspeh tega sistema, kar tudi je, ne. Vendarle pa smo se mi tle fokusirali na neko dvojnost dogajanja, nek antagonizem, ki vlada v tem, kakor že tudi v romanu Rdeče in črno. Vidim pa tudi, da ste se odločili za izjemno žive barve, res se vsaka soba loči od druge. Je bilo to namerno zaradi same vsebine? Ja, seveda, tukaj je ta škrlatna, recimo tukaj imamo vladarje in diplomatski zbor predstavljen Ljubljano v tem kotu, kakršno so približno nekje malo videli tile gre. In je nekako v tem kontekstu tista vojna, je malo temnejša, antracit, modra, ne, tako. Ljubljana je pa, se boste videli, je pa predstavljena v tem, kako je Ljubljana doživljala ta kongres, v tem slavju, veličastju, v dneh, mesecih, kako je Kosta napisal, ki so bili za mesto najlepši v dotedanji zgodovini. No. Pa pojdiva mogoče še v naslednji prostor, da nama resnično ne bo zmanjkalo časa, čeprav seveda, dragi gledalci, toplo vabljeni, da si vsak dan razen v ponedeljek to razstavo ogledate tudi sami. No, tale pa že malce bolj svetla, bi rekla, da tukaj pa niste toliko razmišljali o konfliktih v tej sobi. Ne, tukaj na eni strani so predstavljeni, recimo ta Biedermeier in Ljubljana preko njenih meščanov, se pravi, gre za podobitve portretov iz približno seveda tega časa, ne. In nekaj pohištva, ne, na drugi strani je predstavljeno kot dva, recimo po guvernerju najpomembnejša človeka v Ljubljani, škof in njemu nasproti v bistvu na drugi strani zida župan, se pravi škof Augustin Gruber in župan Janez Nepomuk Radecki. No, hkrati je pa izpostavljena tale procesija, ker imamo grafika, ena velika procesija za Veliko noč se je takrat zgodila, ne, kjer so od stolnice do Koloreta, kakor piše, no, mislim, da je to na današnjem mestnem trgu, pet naši mestni galeriji, v bistvu postavili dile po tleh, zato da ker se procesije tudi so se udeležili ti visoki gosti, sam kralj oziroma cesar in cesarica, ki so se sprehodili z vetrnimi lučkami v rokah pod tem in da ne bi seveda si zamazali nog, ki ceste so bile slabo tlakovane.
so postavili lesene dile, so se lepo sprehodili. Da niso po izločkih hodili? Mislim, ja, blato generalno, ne, vse to je bilo težava, sploh v spomladanskih obdobjih v vseh mestih, ne, to je bilo kar. Greva kar v naslednjo sobo, lahko pustiva kaj tudi za skrivnost, saj namerno nočem pokazati vsega, da se bojo naši gledalci tudi sami odločili priti sem in pogledati vse te detajle. Je to zadnja soba? Ja, tole je zadnja soba, ki je pa še nadgradnja tega Ljubljane, se pravi, gre za to dogajanje v gledališčih, plesih, ki so jih takrat organizirali Ljubljane. Pač, kot sem omenil, živela res drugačno življenje, 12.000 prebivalcev, 600 diplomatov in vladarjev in spremstva, plus 600 približno še ljudi, ki so prišli zaradi njih, ki so ali sklepali posle, poslovno, skratka, bi rekli, je naraslo prebivalstvo za kar rekli nekaj odstotkov skoraj. In tako, no. Tole je zadnja soba, ki se pa zaključi v bistvu v resnici z zaporom. Torej, Ljubljana iz tistega časa, bi sami živeli v njej? Je bila kulturna ponudba dovolj bogata? Ja, ob kongresu je gotovo bila, no. Cesar si je dal, avstrijski je naročil, da v bistvu ob splošni ansamblu pripeljejo še italijansko gledališče, ki je prisotno za tisto sezono, je bilo samo nemško. In tako da, tako kar je videti in kakor so zapisi, pa tudi pred kongresom ni ponudba, ni bila tako slaba, kot bi si mogoče mislili vnaprej, no. Skratka, je bilo, filharmonična družba je delovala, mislim, in nasploh je Ljubljana bila všečna vladarjem, ki so prispeli v mesto, ne, imela že to baročno podobo, ravno so uredili tale za potrebe kongresa, ravno kongresni trg, vsaj zaravnali so ga, no, ker je prej tle stal kapucinski samostan, ki so ga podarili. Prav zrušili so ga takrat. Ja, ampak ne za potrebe kongresa, zdaj je bil v slabem stanju zapuščen in sam dal je vzpodbudo, da so uredili ta trg kongres. No, Latermanov drevored je bil zasnovan in aktivno grajen, že postavljen, še pod Francozi, skratka je, že neka podoba Ljubljane se razvija. Obzidje je bilo podrto že nekaj desetletij prej, tako da nekako se mesto razvija, to je očitno. In tako se razvija tudi danes. Janez Polajnar, najlepša hvala, da ste nas vodili po tej razstavi. Hvala vam. Vi, dragi gledalci, pa le pridite sem na ogled te razstave, resnično veliko enih novih informacij lahko izveste, vidite kar veliko starih predmetov, predvsem pa imate čas še celo poletje, da se te razstave udeležite. V Mestnem muzeju na Gosposki 15. Lepo se imejte, se vidimo do prihodnjič.